Jaz sem Janin, tale moj gost je pa Miran Stanovnik, ena od slovenskih legend motoristov. Kako pa izgleda življenje na takem reliju? Recimo tam tudi v Sahari so bili zraven avtomobili, na Camel Trophyju so v glavnem bili džipi. Kako izgleda vsakdanje življenje tam? Poleg tega, da dirkaš, seveda. V bistvu tako, če bi rekel, če je dirka takrat v mojih začetkih je bila dolga 21 dni, se pravi 3 tedne. To ne pomeni, da je bilo 21 etap po tok in tok kilometrov, ampak v kosu je bilo 3 tedne dirke. Torej, živiš 24 ur na dan z vso možno koncentracijo, osredotočenostjo na tisto, po kar si prišel, in če rečejo, da je štart zjutraj ob 3, je pa ob 3. Tam jaz nisem čutil nobene težave s tem, vse za vse isto. Ko smo spali v šotorčkih, kjer je bilo noter ivje in vse tako naprej, pa si mogel vstati in dirkati, ja, se je bilo za vse isto, ne. Se pravi, samo zdaj je vprašanje, kdo se je v glavi tako dobro pripravil, da bo te pogoje dobro oddelal, da bo potem hitrejši lahko vozil. Je pa jasno, zjutraj je bilo treba vstati, lahko si spal 1 uro, lahko nič, lahko 5 ur, če si imel srečo, treba bo nekaj pojesti. Potem pa čelado na glavo in 12 ur čelade na glavi v povprečju, vmes, ko točeš gorivo, z eno nogo držiš tisto kanto, drugo pa hitreno energetsko ploščico v usta, malo poplakneš z vodo in šibaš naprej. Hočeš reči, da ni bilo sobaric, pa udobnih postelj, pa televizije, pa banketa vsak večer, kjer je bila hrana na 12 metrov dolgi mizi? Miza je bila daljša kot 12 metrov, ker je bilo tam 750 do 800 ljudi vsak dan, ampak ni bilo pa vsega tega komforta. In jaz tako rečem, da tudi tukaj na Dakar me vežejo samo lepi spomini. Po vsaki dirki, po vsaki etapi sem prišel v cilj ali pa potem domov bogatejši z izkušnjami, ki sem jih potem seveda lahko vsakodnevno tudi tukaj uporabljal. No, ampak začeli smo, vsaj midva smo začeli na tem Camel Trophyju. Kaj smo počeli pravzaprav tistih par dni? Ja, v bistvu oni so želeli vedeti tudi najprej, kakšen si ti psihično, ne? Kaj od tebe se lahko, pod kakšnimi pogoji se kaj od tebe lahko pričakuje. Potem so ugotovili, kako smo fizično pripravljeni, kaj bi mogoče komu bolj pasalo, ali biti neki navigator, ali biti voznik, ali ne vem, v tem smislu. Pa je bilo, da si znal že takrat malo kakšne tehnične zadeve oziroma zavezati kakšen pameten vozil, da se kaj ni odvezal, zašraufati nekaj, skopati luknjo, pogledati, kje je vzhod, kje je zahod in tako naprej, malo ene osnove navigacije, orientacije. In predvsem pa to, da nisi solist. Oni so enostavno želeli imeti tam timske igralce, ne pa sklopenih individualistov, ki pač vsak zastopa svoj interes. Katere preizkušnje se najbolj spomniš? Najbolj se spomnim zgibov na tisti štangi, na drogu, ker so najmočnejši builderji zmogli tam enih 6, 7, 8 zgibov. Jaz sem takrat tudi malo boksal, pa sem bil tega zelo navajen, tako da sem dosegel številko 27. Wow.